Ni važno, kam grem, kako fajn se imam pri domu, je nekaj najboljšega. Včeraj pozno večer smo prišli z Miko v Ljubljano, rekla sem, da bi rada čim prej šla, zato ker imam danes cel dan. Itak sem razpakirati mogla, perem cote, balkon sem mogla porihtati, ker so bile kar rastline premočene. Zdaj sem se pa najedla. Danes na seznamu imam fitness, kosilo moram skuhati, nekaj sem že začela. Riž sem že skuhala, piščanca iz zmrzovalnika dala. V trgovino moram iti, ker mi je WC papirja zmanjkalo, malo zelenjave bom še kupila. Operila se, to bom naredila v fitnessu. Takrat sem napisala trgovino, ok. In rada bi nekaj spekla. Ful imam češnji in jagod in vseh ne bom mogla pojesti, niti se nočem siliti. Pa v bistvu še nikoli nisem nič iz češenj spekla, tako da bom probala najti kak recept. Sem pa že delno oblečena za fitness, cote še moram obesiti, prej da grem. Imam pa 2 nove pridobitvi v kuhinji. Eno sem dobila od Andreje, sicer japonski nož, tako da to bom danes probala, ko bom rezala zelenjavo. Pol mi je pa brat kupil to, ne vem, kako se temu reče, neki box, ne vem kaj, da pol ta portafilter, ko imaš kavo not, pa jo hočeš sprazniti, da ga not vržeš, ker jaz vedno to delam v ta bio koš in včasih mi not pade in je ful nadležno, tako da ful dobro. Tako tukaj je silikonsko, pa na podno je silikonsko, da se ne tak ful drsi, tako da ja, ne vem sicer, kje bom to imela, mogoče kje bolj tukaj ali pa ne, zaenkrat naj bo tu. Je pa tudi stvar zdaj taka, da je meni one prve kave zmanjkalo in zdaj imam drugo kavo. Ta sicer ni espresso, je krema, kafe krema. Da upam, da bo dobro. Sem pa slišala, Andreja mi je povedala pa še nekaj, da ima Hofer espresso kavo ful dobro. Velik tega je ful bolj ceneš, ko so te. Tako da tudi moj mašin se mogo zdaj na nov kavo navaditi, za ono prejšnjo. Sem točno vedela, ker številki jo dela, da je dobra in tako naprej. Tako da zdaj bomo pa šli spet od začetka. Ok, zgleda perfektno, kak bo pa okus, bomo pa videli. Nice! Ok, trenutek resnice. Meni je isto, ko naprej. Ok, dobro je. To je važno. Jaz sploh ne okusim, kaj je razlika od prejšnje. Obe sta lavaciji, samo da je tam je bolj intenzivna, torej 7 od 10, Oro je malo manj intenzivna. Ok, jaz sem vesela, to je to, ista je. In prejšnja mi je bila zelo dobra, tako da. Nimam trenutno barista mleka, ampak čisto cool gre z navadnim mlekom tudi, da. Sploh ne tega vesela sem jaz, ker je danes dež. In je tako turobno vreme, moje stanovanje je čisto temno in nekdo je komentiral na mojem zadnjem videu. Še 2 do 3 mesece pa bojo jesenski videi in sej verjetno, če me gledate že nekaj cajta, razumete, kako se jaz veselim vsako leto jeseni in je to je definitivno moj najljubši letni čas, kar se tiče, ne vem, vsega, okraševanja, vremena. Ne, sej bom probala uživati poletje, ne probala, bom uživala poletje, sam, ja, meni poletje pač ni neki baš. Fajn je, če si na morju, fajn je, če si nekje v vodi, ostalo je pač čist kar nekaj. Pomlad je fajn, tako zdaj. No, v glavnem, danes je tako turobno vreme. In zato sem se tudi odločila, da nekaj spečem, ker bolj bo šlo kar do 30 in ne bomo pekli, pečica bo v neuporabi. Da, danes je dober dan. Zdaj pa si bom samo brvi naredila in pol, ko se mi malo poleže to, kava in vse, gremo v fitness. Sploh ne vem še, kaj bom delala danes. Če bojo mašine, ko jih jaz rabim fraj za noge, bom delala noge, pa pol kardio. Če ne bom pa naredila zgornji del telesa, pa kardio. Teda, ura je pa 11. Z Miko smo po konci od po 8 in smo kar veliko naredile. No, jaz bolj sem vesela, da je ta kava dobra. Pa v bistvu prvi poskus že.
Vem, da grem v fitness, pa bom švicala, ampak jaz si moram dati nekaj na obraz, ker če si ne dam vlažilne kreme, mi je kar ono navajena sem, da imam. Zdaj pa plan za naprej je vsak dan. Zdaj en teden vsak dan imam prenos v živo, zato ker sem zdaj ful bila tak on and off, pač sem pa nisem. Sicer je bilo še vedno 5 streamov tedno, ampak vseeno. Zdaj pa ta naslednji vikend, ko prihaja, gremo v Briška Brda. Ful se veselim, sam nimam niti enega tedna med tem, ko sem prišla iz Nemčije, pa od tega Goriških Brd. Moram v bistvu še vprašati, da točno gremo v petek pa pol nedeljo nazaj, da si lahko planiram stvari, tako da zato tudi, ker pač ne vem, a bom 3 dni tam, a bom 3 dni brez streamov, oziroma, ja. Nisem še nikoli bila v Goriških Brdih, ni to neverjetno, tako da se veselim, gremo na pokušanje vina, wine tasting in bomo pač ostali tam v enem Airbnb-ju. Ena nova izkušnja in druženje. Pol pa nimam nobenih planov. Vsaj do, ne vem, avgusta enkrat, oziroma razen če si kaj vmes izmislim, ampak tek, da bi šla kam za več cajta. Ok, malenkost kasneje gremo doma, ko sem originala hotela, ampak ni panike. Gremo zdaj najprej v trgovino, pol pa fitness. Ok, en šluk kave še naredim, se sem skoraj končala. Stuširana, odtelovadila, zdaj si pa sem še glavo posušim. Evo, tu imamo pa še moj Hofer haul. Šla sem v bistvu zaradi tega listnatega testa, ki sem ga zdaj malo smučkala. Potem sem pa videla sauerkraut, pa sem si še to vzela. Burrata, mascarpone, sir, mozzarella. Zdaj si bom na hitro naredila en paradajz pa mozzarello, zato ker sem prelačna, da bi čakala, da si se skuham. Basmati riž, cukor, jabolke, banane, slanino, zato ker bom iz ostankov riža pol jutri naredila pražen riž ali pa danes zvečer. Ok, naslednja stvar je, da narežem vso to zelenjavo in pol jo popečem, oziroma piščanca. Ja, bom tu, bom pa uporabila nov nož. Dajmo narediti en cool transition. Zelenjava je narezana, zdaj pa gremo hitro speč to. Moje lepo barvito kosilo. Tu imam pa še zelje namesto solate, ker se mi zdaj res ne da delati še to. Evo, nazaj na svoje mesto in ko čakam, da začnem. Sem si pa to drugo kao naredila v novi šalčki. Sorry za muziko, ne morem in se ugasniti. Dobro jutro. Včeraj mi ni ratalo speči pecijo, zato ker sem pač do 9 večer delala in pol je bila že ura kar naenkrat po 10, no, kaj ne bom zdaj. Tako da bomo danes imeli sveže, ker itak včeraj pol nisem več nič jedla. Delala bom neko češnjevo, bom rekla pecivo, Danish pastry, dansko pecivo. Ok, najprej bomo razkoščičili češnje. Zadnjič sem objavila na story, kako smo z Andrejo razkoščičevali te češnje in pol mi je brat komentiral, pa še ena od vas, ne uporabi slamice in smo kako se nisem tega spomnila. Tako da bom danes probala, v bistvu še nisem to nikoli delala,
Tako da... Aj padla je ven. Le to. Wow. Jaz tatova mama tudi tako delala, v glavnem. Noro. Cool. Verjetno je boljše, če imaš še manjšo, ampak čisto ta. Kako dobro. Oblečena sem pa najbolj svetla oblačila. Imam kako to kovinsko, včasih sem jih imela, sam ne vem, kje jih imam. Za te manjše. Sem stala že po 7, kar je za mene zgodaj, ampak sem se pri Andreju v bistvu navadila prej vstajati, ker pač itak ta mali vstane, Andreja vstane. Najdlje sem pa moja do 8 spala, zadnji dan. Teda v bistvu ful fajn, ker sem si malo premaknila mojo uro zbujanja in danes imamo že ob enih delo, tako da mi paše, da imam cajt zdaj to narediti, pa pražen riž bom naredila, pa imam pol hrano za danes pripravljeno. Pa seveda zajtrk bom jedla. Pražen riž bo pa za kosilo. Drugače Mika je šla pa kar nazaj spat. Ko sem je šla iz posle, ona kar lepo nazaj pod koder zledla in zdaj spi. In rekla, to je pa za mene čist prezgodaj. Dobro, to naredim, pol pa nadaljujemo. Evo, tako imam češenj, zdaj bom pa to malinko skuhala, dodala sladkor, dodati tudi vanilje sladkor, tako da malo tako mehkejše rata in to je to v bistvu ful enostavno. Evo, za ta kremni del bom uporabila mascarpone, sladkor, rumenjak, vanilje ekstrakt in ščepec soli. Evo, zdaj pa samo vse zmiksam. Evo, sem se odločila, da naredim še preliv, v bistvu sladkor, mleko in malo limoninega soka. Bo pa recept v opisu, tako da bojo vsa razmerja tam, jaz sem kar žlico merila. Tako da to bo tak preliv, mogoče bi mogla še malenkost sladkorja dati. Evo, vse je pripravljeno. Krema, češnje, listnato testo, preliv. Tu imam pa še, da bom s čopičem namazala listnato testo, ampak ne vse, to ne rabim vsega, ampak bom si pol jajca iz tega naredila. Da ja. V bistvu samo raztegnemo to testo. A jaz sem se spomnila, da itak že peki papir, ker. Ok, zdaj bom pa naredila take kroge, pa bom kar malo večje naredila, nekaj takega, ker bom pol itak še malo not mogla zaviti ta krog, tako da. Ok, zdaj bom pa probala to nekako dobiti dol. Evo, pol pa robove tako v bistvu zložimo, da naredimo tak žepek. Zato sem tudi rekla, da je boljše, da malo večje kroge naredim. Razmišljam, če bi še en žepek naredila kvadratni iz tega. Kvadratni dejnež. To je. Zdaj pa damo not kremo. Evo, zdaj pa damo češnje gor. Jak dobro izgleda.
Jaz drugače ful nisem za take sadne zadeve ponavadi, ampak to mi pa tako dobro zveni po moje zaradi kreme in ne. Edina stvar, ki jo še moram narediti, je, da s čopičem testo pobarvam. Pol pa gre v pečico na 220 za 16 do 20 minut, bomo sproti gledali. Ok, zdaj pa grejo v pečico. Ok, mislim, da je mogoče malo preveč kreme bilo, ne vem. Ko sem gledala recepte, so tudi dali kar veliko kreme, ampak ja, jaz verjamem, da vseeno dobro, sem mogoče ne zgleda najbolj cute. Pač vidite, kak je krema ven šla vat. Ali pa bi mogoče mogla boljšo zaščito narediti, da ne bi ven skliznula. Da bi pač robove malo lepše naredila. Imam pa že vse pripravljeno za pražen riž, slanino, čebulo, stročji fižol, koruzo in pa seveda riž. Ok, sem mislila, da sem snemala test, pa ga nisem. Ful je dobro. Čeprav sem malo preveč nafilala, pa je ven teklo. Še vedno hrusta, okusno je. Tak kislo s češnje. Tako vse fajn poveže. Kako mi je vroče. Po vodec smo pozabili na Koroškem, tako da malo kombiniramo. Rožica. Evo, po vsem tem kuhanjem peki smo pol z Miko šle na balkon in jaz sem si nohte nalakirala čisto tako nežno barvo, tako da je nekaj. Zdaj sem se pa odločila, da si spet naredim hot rollers in tokrat se naučim iz svojih napak in sicer, da moram to okoli obraza drugače navijati. Tako da, dajmo! Evo, jaz sem si navila, zdaj se bom pa, ful sem si neenakomerno, pač tukaj imam drugače kot tu, ampak ja. Zdaj si bom pa naredila make-up, sicer imam malo teh rollerjev na obrazu, ampak sej ni panike, na čelu si tako skoraj nič ne dam. Dajmo narediti make-up. Tada, make-up done. Zdaj pa imam še pol ure pred začetkom, mislim, da rollerje bom še ne 15 minut kar pustila. Zdaj bom šla pa na kavč malo brati. V maju mi ni uspelo 2 knjigi prebrati, mislim, skoraj sem 2 knjigi prebrala, dokončati jo moram. Ampak si to ne bom štela kot fail, zato ker v juniju še vedno lahko 2 knjigi preberem, torej rečemo, da sem eno pa pol prebrala. Tako da ja, to knjig bi rada dokončala, zdaj imam končno cajt za branje in bom zdaj se pridružila Miki na kavču, ker spi. A ja, danes sestavljamo Lego kocke, da vam pokažem katere. In sicer imamo retro gaming konzola. Da si bom tudi pripravila sem. Sem si pa dala na TV za ozadje tako pomladno oziroma poletno ozadje in je ful cute. Pikica je tu. Te hlače še niso čisto suhe, tako da sem jih dala tako. Bom jih dala sem na poslo mogoče. Zdaj se bom pa ulegla in brala.
Ok, ful boljši, edino tu je malo tako čudno, tako da razmišljam, da bi samo z kodralnikom malo probala zravnati. Če pa good, moram se razčesati pa dati spreker. Evo, končni rezultat je malo boljši kot zadnjič, tako da sem vesela. Zdaj pa je čas za pražen riž. Spomnila sem se, da imam kimči, na srečo dolgo zdrži v hladilniku tudi do pol leta. Tako da se veselim jesti. Tukaj pa tudi vse pripravljeno. Tako da štartamo. 6 ur pa pol kasneje, malo se je zavleklo. Jedla bom misel večerjo, ko je bilo kosilo. Pa en klip moram posneti za en video, tako da moram sem to naštimati. Lase sem si spela, ker se mi ne da medo. Pa šla rada na sprehod, ker se je sonce pokazalo. Ampak še prej bomo jedle in se malo podružili z Mikico. Ja, večerica. Jaz sem se odločila, da preberem to knjigo, pa če se svet podre. Ful realno jo lahko preberem. Okoli 170-180 strani mi je še ostalo. Sem na strani 264, jih je pa 230. Teda ja, se mi zdi, da sem si pa za spodbudo naredila guacamole iz avokada. V bistvu sem sam sol pa popr pa limono dala, nič drugega, tako ponavadi. En ta mini izotonik sem naredila v hladilniku. Sem bila nič nimam v hladilniku in sem imela en pol-litrski izotonik zun, pač topel. Sem ga dala zdaj v hladilnik, pa tega vidim in sem bila perfekt, ker v bistvu nočem celega spiti, ta je pa glih 330 ml. Teda, naredila sem si ozadje seveda, lučko. Sicer je še dan zun, tako bolj bogo, tako da bom probala čim več prebrati v dnevni svetlobi brez moje knjižne lučke, pa bomo pa to zaštartali. Si bom kar sem dala, da ne bo pol ne izgovoril, da ne berem. Tako sem razmišljala, če lahko 2 uri presedim, pa gledam po TikToku, lahko pa še berem 2 uri, oziroma, ja, po mojem bo 2 uri pobrala, ali pa mogoče malo več. Se prav veselim, tako, če si malo romantiziraš branje knjige, je čist fajn. A ne, Mika, ti už pa tudi vesela, da na kavču? Zdaj ja. Se vidi, da sem se jokala, v glavnem 100 strani imam še do konca. Sem pa 1 uro pa pol v branju. Se mi zdi, da sem zdaj teh 80 strani kar malo počasi brala, v glavnem. Grem si zdaj umiti obraz in zobe in pol nadaljujem. Knjiga je prebrana. Ful sem se matrala s tem, kako naj sploh povem karkoli o tej knjigi. Kaj sem v njej čutila, ker predvidevam, da kako mi dojamemo knjige, filme, šove in tudi muziko je ful subjektivno. Vsak ima drugačne izkušnje, preteklost, vsak drugače dojema, eni so bolj dovzetni za empatijo, eni malo manj. Ena stvar, ki jo lahko rečem, je, da te ta knjiga te potoče, potre, pol te spremeni in pol te pozdravi, ozdravi, bom rekla. V angleščini bi to bilo This book beats you down, changes you and heals you. In se mi zdi, da je res taka dober opis te knjige, brez da nekaj zdaj povem kaj. No, torej brez spoilerjev. Torej, knjiga se gre o prijateljih, je švedski avtor Fredrik Backman. Zelo duhovit, ampak ima težke zgodbe. To so težke teme, tako da ni za vsakega. Meni je bila ful naporna knjiga, čustveno, ampak se mi zdi, da sem jo rabila in ful stvari sem si
označila. Jokala sem se toliko zraven te knjige, ko še nikoli, ampak ja, mogoče se koga druga, mogoče ne bi toliko dotaknila neke stvari, ko so se mene, ne vem. Ampak ja, definitivno dobra knjiga, ampak naporna. To je bilo ono, hotela sem jo brati, po drugi strani sem pa prav mogla timing, naj berem, kdaj imam cajt biti čustveno prevzeta in se jokati. V glavnem, priporočam, če rabite nekaj, da vas zadane v srce. Zdaj pa rabim nekaj lahkega naprej, tako da po mojem kako romanco ali pa nekaj, ne vem še. Dobro, to je moj review. Te gledam jaz YouTube video, pa sploh ni žalosten, ampak je vesel YouTube video. Tako da, če se kdaj z mano jokate ali pa za mene, jaz vas čisto razumem. Ne vem, da inkognitno od menstruacije, mogoče tudi to vpliva na moje ekstra čustveno dojemanje vsega. 5 dni. No, če vas zanima, kaj gledam. Lauren Norris. Kje je ime? Aha, tam. Lauren Norris. Torej, ona se je nam zaročila, ne vem, koliko pol leta nazaj. In zdaj ima pač v bistvu ta bridesmaid proposal. To sploh ne vem, kaj je to v bistvu. Pač, ko vprašaš svoje prijateljice, kogarkoli, družino, či bojo tvoje družice. Pač ona je ful ekstra, meni je to ful všeč. A bi jaz rada kdaj to delala? Ne. Recimo, to sploh ni v mojem stilu, da imaš toliko nekih dogodkov pred poroko. Oziroma, sploh poroka, ne vem, se mi zdi, da je ful stresno, ker pač si v središču pozornosti ful se dogaja. No, v glavnem, to nima zdaj veze z mano, ampak hočem samo reči, da čeprav to sploh ni nekaj, kar bi jaz recimo hotela delati ali pa doživeti, vem, koliko to nje pomeni in se lepo potrudila za vse in naredila taka darila za vsakega custom-made, thoughtful, pozorna darila jim je naredila in tak naprej v glavnem. In New Yorku so in to, da so prišli v New York za njo, mislim. V glavnem, jaz se delam zdaj v Brvi, ker mora biti fitness. Sem si pa že vse pripravila za kiparjenje. Zdaj delam zgornji del telesa. Ne bom delala kardija, razmišljam, da je mogoče šla pole reči na sprehod, ko je tekle po vreme in že dolgo nisem bila. Nekaj so lepe. Pa te so bile cimre ko je bila na faksu oziroma sorority, sestrstvo in zdaj sta tukaj in se poroči in so cute, leto veveričko, oh my goodness. Komaj čakam, da jem. Evo, sem pripravljena. Kosilo pa tudi. Sem še dodala polovico burate in komaj čakam, da jem. Fitness je bil uspešen. Zrihtala sem se tudi v zelo rekordnem cajtu in ker sem se prej vse pripravila, je bilo ful lažje. Tako da se veselim današnjega prenosa v živo. Se veselim dela, iskreno. Jaz sem pa šla na pohod z Goco in prvič grem na klobuk. To je Goca predlagala, tako da čisto fajn je taka glih prav, bom rekla, naporna pot oziroma ne naporna. Moramo iti na to gugalnico, ki je za otroke verjetno, ampak mislim, da me drži. Ok, trenutek. Mene malo strah, da ti pride. To je dejansko ful fajn.
Jaz sem nazaj iz pohoda, ful tak prijeten je bil, zdaj pa sem si naredila zajtrk in naredila sem si malo večji zajtrk, ker še nisem nič jedla, tako da je v bistvu to moje kosilo. Ko sem je prinesla eno darilo čist brez razloga, je zadnjič je razlagala, da je že ful cajta nazaj kupila en krožnik za mene, ker je takrat v videu videla, da se mi je razbil in pol sem si jaz seveda ga že še enkrat kupila. Ona je imela to pri sebi doma zdaj od lani. Mi je prinesla ta krožnik, jaz se ne pritožujem, da bi imela dva ta najbolj cute krožnika. To sem imela celo dramo, ko se mi je razbil, pol sem ga hodila na steno, da itd. Zraven pa še te servete, tako da zadnjič, ko sem se hecala, da jesen prihaja, da bomo kmalu že okraševali, nisem jaz kriva, goce. In še to, Cat Mom. A ni lepa žalca. Ful ima tu spod ima tak malo drugo barvo pa teksturo. Cat Mom, pa še črna mačka in nad mama Kinder Bueno, ki ga bom zdaj pojedla. Bar kafe, kavico. Kaj pa to? A je to vroča čokolada? Čokoladni napitek. Mika! Jaz sem Cat Mom. Končno sem končala to za Miko. Ti je všeč? Ti bi regla, ker... O, poglej! Kako lepo vzadje imamo. Evo, jaz gremo v Alejo, rada bi šla malo v Reserved, pa H&M, ene take poletne hlače bi imela. Sej imam neke poletne hlače, take komod, ampak da niso trenerka ali pa ne vem. Da so tek med elegantnimi pa med športnimi, oziroma, ne vem, bomo videli. Pa eno darilo grem še kupit, pa za Miko hrano, bolj grem pa fitness, tako da, to je plan. Te amo, te extraño, quiero ver tu... Vse je ful rjavo, zeleno, bež. Razen te hlače, tako da za jesen kupujem. So mi všeč, ker so bolj dolge, pa ne režejo stegna, ki je bil ta trend, ko sem bila teenager. Ful udobne, what? Ok, te so res tak statement piece, malo bolj out there. Sicer ne paše na to majico, ampak se mi zdi tako ful cute. Pa udobne so. Dejansko so ful udobne, sem predolge, pa nam malo čudno mi je tukaj, kako so združene s temi črtami. Te so mi drugače všeč. Mogoče so bolj tak za safari ali pa kaj. Ta mečka mi je všeč, sem se mi zdi, da me tako preveč resno naredi, mogoče preveč staro. Ta model. Vsi mi všeč te hlače, sem ne vem, ne morem se odločiti, da izgledajo kot pižama. Pač niso pižama, ampak so udobne pa ne boste verjeli, prav so mi dolge. Basic mates ni nikoli dost. Take barve še nimamo kratkih. Ful mi je všeč fit, sem ne vem. Pač na blizu oživ ne izgleda kot pižama, ampak... Gremo po frozen jogurt, zdaj so ga dobro stavili, tako da ga ne morem svaliti. Jaz sem se kar usedla tukaj. Evo, sem pojedla moj jogurt, zdaj pa sem še v par skočim pa to sem si pol na koncu kupila, te hlače. Sicer sem vzela z eno manjšo številko, sam jih nisem probala, ker se mi ni dalo, tako da bom jih probala, da se zazihram, da je v redu, če ne bom pa nazaj šla po S. Pol te dolge, široke hlače, mislim kratke hlače in pa to majico, ko sem rekla, da staro ne izgledam. Sam mi je v bistvu všeč, tako mogoče malo bolj elegantno za kdaj. Pa in glos. Tako da, jaz sem kar vesela. Dan skuhaš par.
Imam pomoč pri montiranju. E senza mai